Delo je izjemno zanimivo, ekipa je dobra, strokovnih sodelavcev je zelo veliko, res kakovostnih, zato ko si enkrat postaviš jasne cilje, neko jasno poslanstvo in vizijo, se stvari začnejo odvijati pravo smer in zaenkrat smo vse te temeljne elemente dobro zastavili in zato so tudi konkretni rezultati že tudi vidni. Zelo pomemben dogodek se je zgodil, ko je prišlo do dogovora med komisijo in parlamentom, tako da ima Junckerjev plan zdaj zeleno luč. Konec junija bo parlament še formalno odločil in računamo, da bo jeseni plan zaživel. Osebno absolutno verjamem, to je prvič, da je sploh Evropska komisija uspela angažirati privatni kapital za realizacijo svojih načrtov in verjamem, da bo to dodalo eno posebno novo dinamiko in podprlo projekte, ki jih sicer z dosedanjimi finančnimi mehanizmi nismo podpirali. Ta projekt je na polno zdaj zaživel, prvi klic se je končal 3. marca in dobili smo neverjeten odziv, več kot 700 projektov, več kot 3-krat presegli ta prvi nivo financiranja, ki bo 11,9 milijarde. Vsekakor se kaže, da so države članice resnično ugotovile, da vsak evro vložen v infrastrukturo pomeni veliko kapitalizacijo za prihodnost in hkrati pa neposredno ta uresničitev TEN-T omrežja in pa uporaba CEF mehanizma neposredno uresničuje ta ključne cilje Junckerja, to so pa rast, generiranje novih zaposlitvenih možnosti in ponovno oživitev evropskega gospodarstva, zato verjamem, da bo tudi ta naš prispevek pomembno vplival na realizacijo njegovih ciljev. Slovenija igra pomembno vlogo v evropskem prometnem prostoru, upam pa, da bo uspešna realizirati tudi tiste projekte, za katere je že dobila odobritev tudi na nivoju EU-ja in so tudi del tega hrbteničnega omrežja in upam, da seveda bo s tem vstopila pogumno v evropske in pa tudi svetovne integracije.